No, naj vam še povem, kako sem končal, sem pozabil povedati vojno za Slovenijo. 26. junija sem prišel v Ljubljano, ker mi je Pučnik telefoniral, da naj pridem po zastavo, ki naj bi jo nesel v Rožno dolino na mejni prehod. No, jaz sem prišel tam pod Rožnikom, so delili zastave, ki so bile tisto noč prej napravljene. Ne. V Ljubljani je visela tle pri Palači Slavi še zastava brez grba. Ne. To jaz sem dobil dve zastave, tam so zgrešili, ne. Sem rekel, jaz sem imel pismo od Pučnika, so dali eno Pučniku, eno meni. In jaz sem nesel tiste zastave v Rožno dolino, z mano je bil pokojni Edi Stanič, so bila skupaj, so se odločila, da ne bova na slavnosti, da mora biti zastava v Rožni dolini, ampak Rožna dolina je bila že zasedena za vojsko in nam ni preostalo drugega, kot da smo obe tisti zastavi nesli v Kanal, moj rojstni kraj, kjer bo predvideno veliko slavje, tisti večer in smo jih obesili na trgu in ko sem jaz obešel to zastavo, mi je od besa lokalni komunist, tako ga imenujem v knjigi, V.L. zlomil nogo. In tako sem skupaj z vojaki JNA, ki so bili ranjeni na bloku v Rožni dolini, bil ironija usode v isti sobi, potem so me pa preložili v eno sobo, ker so videli, da ne morem tam biti. So me preložili v eno manjšo sobo, ker sva bila samo dva. Ja, tako sem jaz zaključil vojno za Slovenijo. Zastavo sem pa vpričal ministra za obrambo, ki je bil takrat Grizold, dal pred kamero in s pismom veteranom vojne za Slovenijo. Kot eno je pa nekdo ukradel, eno sem pa dal, gor ima tušem moj podpis. Pa še nekaj v zvezi z zastavami. 28. marca sem jaz v Novi Gorici priredil, 28. marca 1990, to je bilo dober teden pred prvimi volitvami, ki so bile 8. aprila, in tam smo gruntali, kakšno zastavo ćemo dati gor in moja žena je prešila, najprej smo hoteli zrezati zvezdo ven, je prešila to zastavo, tako da je nastal skoraj kvadrat, ne pravokotnik, no, ampak ta zastava je na sliki in tako dalje, jo imam jaz še doma, sem pa zdaj na prošnjo Goriškega muzeja, jo bom predal Goriškemu muzeju, ker je po svoje, bi rekel, zgodovinska, ne, je bila prva zastava brez zvezde, ki je bila obešena v Novi Gorici. Takrat so bili v Novi Gorici vsi, razen Ivana Omana, pa ne vem, kako da ni bilo. Velikokrat sem rekel, ker se z njim srečujem, ne nazadnje, zdaj bil pred par meseci v Gorici čez mejo, dol v kulturnem centru Lojze Bratož, pa vedno pozabim, če se sploh spomne, kako je bilo, zakaj ga takrat ni bilo. Za vaše vedenje še nekaj, kar opažam, da moji novi kolegi pozabljajo, ali kaj, ko pride do ideoloških prepirov z levico. 27. oktobra 90. leta je bil kongres partije v Novi Gorici. To se pravi, govorimo že po prvih volitvah, demokratičnih, strankarskih, in tam je Ciril Ribičič, ki je prebral ta njihov referat, ali kako se imenuje, ne, v deveto poglavje na 30. strani, jaz to hranim doma, nosi naslov Proti odcepitvi. Pa naj čvekajo, karkoli hočejo. Samo jaz ne vem, kako da se naša opcija nikdar ne spomni, da bi jim to servisirala. To pa je pomembna zadeva. Ker ne samo, da je v tekstu 9. poglavje, jaz sem si to v te poglavje nosi naslov Proti odcepitvi. Ja, bolj jasno povedano kot tako se ne da. Zdaj bom pa še nekaj, ker sicer bom sigurno pozabil,
smo v času prebežnikov, migrantov, pa 5. kolone. Jaz ne morem odpustiti Ljubljani, da je zanemarila razpis referenduma o gradnji kulturnega centra, ali kako se že kliče, za Bežigradom. Naši novinarji marsikaj čakajo. To so enotedenski poročevalci, ki grejo nekam, kakšno državo, pa vse vejo že. Ne? Jaz, ko sem prišel v Libijo, sem kupil 2 knjigi. Ena je bila Which Way Africa, po kateri poti Afrika. Tam sem prebral stavek, ki sem si ga zapomnil in ga bom zdaj približno ponovil. Nihče, ki ni kontinuirano, vsaj 1 leto, vključno z mesecem Ramadanom, ne vem, zakaj je pisalo to, preživel v eni izmed arabskih držav, ne more objektivno soditi o bilo kateri arabski državi. In jaz dejansko, očitno sem slabše sorte, jaz sem rabil kar 1 leto pa pol, 2, da sem pogruntal, kje sem, ko sem bil dole. Ne? Pri nas pa Melharčiči, pa Videmški, to oni vejo vse. Oni vejo vse, pa zakaj na TV ne pokličijo koga od tistih, ki smo živeli dol? Jaz sem 6 let bil dol. Mi bi jim natrosli. Tisto. Jaz žal ne pridem do tega. Trosijo neumnosti, ne? In bom povedal tako, jaz sem delal na ministrstvu za gradnjo stanovanj. Gradili smo čudovite hiše, v skladu z British standardi, to je bilo zelo zahtevno, vam povem, kljub temu, da so oni take in take, ampak oni so imeli denar, oni so plačali izvajalce, oni so plačali nadzor in so plačali konzaltik in vse. In od začetka ti beduini niso hoteli iti v te hiše. Ne? Potem boste videli, zakaj vam to pravim. Ne? Potem pa, ko so prišli prvi noter, so ugotovili, da ja, recimo tudi zaradi tega, ker ni imel kam dati kamele. Ne? Ma jaz, ko sem prišel, ne se smejeti, mister Cerar, poslušaj, zdaj ti povem nekaj. Čakaj, resničen dogodek. Ko sem potem prišel ne vem, kako se je že imenovalo, po 1 letu garancije, ne, gradila ena bolgarska firma, gledajte eno izmed teh hiš, to so bile hiše v nizih, ne, take čudovite hiše, preklične, z prednjim in zadnjim dvoriščem, ker ne smeš videti ženske oziroma žensk, ne, in tako dalje. In najbolj sem se pristano smejal, sem se moral zadržati, ko je nekdo, kopalnica je bila na zunanji steni, ne, je bila banja, je nekdo skopal luknjo z dvorišča noter, da je kamela lahko pila vodo iz banje. Ne. Ampak, to sem zdaj povedal, ker sem se spomnil tega, nekaj drugega sem hotel povedati s tem, ko sem delal na tem ministrstvu za gradnjo stanovanj, so prihajali ti Arabci, ne, jaz bi rad tle eno hišo, Arabec, njegovo vozilo je ponavadi pick-up, to je poltovornjak. Spredaj sedijo moški, zad pa ženske, ne. Kolikor jih ima, pa če so hčere. Striktno ženske, niti hčere ne sedijo v kabini, pa zadaj, v kasonu. No in ko je Arabc prišel iskat na ministrstvo, da so mu dodali stanovanje, je vedno pripeljal s sabo 3 žene in 10 otrok, ne, tako da je bilo mučno tam in jasno potem tudi dobil stanovanje. Ko se je videl tam 1000 redo, ne, je takoj dobil. Nisem jaz odločil, jaz sem bil tam zraven v pisarni. Kaj vam hočem povedati? Da jaz sem trdno prepričan, da te množice, ki so prihajali gor, ne, jaz
znam opazovati, bi rekel. Ne. Najprej mi je padlo v oči, da so ti fantje krepki, solidno oblečeni in vsi večje telefone kot moji, pa že moji pravijo, da je pameten. Ne. Ampak ženske so imeli pa pri strani. To je kulisa. To je propustnica. Razumeš, ne? Na kar so ljudi, reveži, begonci. Ne? Torej, lahko, da prihajajo tudi begonci, ne? Ampak ti mladi fantje, zakaj se pa ne borijo? Zakaj se ne borijo? A jim je kdo postavil to vprašanje? Naj se borijo. Tudi mi smo imeli svoje vojne. Naj se borijo. Ne? Ampak tako je, ne. Mi smo pa eno samo človekoljublje, pri čemer me silno moti to, da apliciramo človekove pravice tudi na nje. Jaz pa v Tripolju nisem smel hoditi v kratkih hlačah, ker bi žalil njihova čustva. Pa ne v kakšnih minimalkah, v bermudah nisem smel hoditi. Ni dovoljeno. Ne? Torej, mi pa moramo njih respektirati. Mene to silno moti. Mene moti predvsem, da naši mediji tega ljudem ne znajo povedati. Ne? Ja. Ja, ampak tega Milharčič pa vidim še ne bosta povedala. Ne? Ona dva vesta vse. Ne? Ona dva, ne? Ja. Žal Slovence furajo s takimi in takimi, kako bi rekel, približnimi resnicami, poskušajo trkati na našo, vsi smo občutljivi za to, jasno, če vidiš žensko z otroci in tako dalje, so se ti zasmili in vse. Samo, kaj pa ostala horda? Jaz trdim, da je to organiziran pohod bil deloma. Trdno sem prepričan. To je pohod. Zdaj pa vas vprašam, če se spomnite olimpijskih iger 1984 v Sarajevu. Verjetno se spomnite. Bila je palača, zimska palača športov, ki se je imenovala Zetra. Pa veste zakaj? Zetra, kdo ve? Že spet sem začuden, ker nobeden ne ve. Gaddafi je tako kot Hitler napisal knjigo, ne? Samo da je namesto Moj boj poimenoval Zelena transverzala in Zetra je okrajšava teh dveh besed. Tako so nas prevarali Bosanci. Zetra, zelena transverzala. Sem povedal že ne vem koliko novinarjem. Ne gre to v javnost. Jaz sem to zvedel od bosanskega kolega. To je edini musliman, za katerim sem šel za pogrebom. On je stal v Libiji. On je bil meni hvaležen, ker sem ga jaz vzel v hišo tik pred libijskim državnim udarom, ker ne imel kam jet. In sva postala prijatelja in mi je povedal marsikaj. On je sicer bil Sarajevčan, pripadnik ene zelo močne familije, ki je dobila ukaz verskih voditeljev že za časa Titove Jugoslavije, da se izselijo v Zagreb, da se ohrani familija, pleme. On je mene povedal, ko je bil enkrat v nej taki veliki stiski, zdaj bi bilo predolgo, če bi razlagal, in mi je to zaupal in on mi je povedal tudi potem za to. Žal so ga zdaj pred par leti, nobeden ne ve kako, pripeljali v krsti iz Tripolja in jaz, ko sem spoznal medtem tudi njihovo familijo, sem šel v Zagreb na pogreb, pokopal ga je njihov visoki, jaz ne vem, kako se imenujejo, njihov visoki
visoki, bi rekel, hierarhično visoki cerkveni, ne bi rekel, prevod. Ne vem, ne, drugače so rekli, jaz se opravičujem, da sem, ki je govoril tam, so rekli, da je to drugi pogreb v Zagrebu, da ga je pokopala ena taka, bi rekel, veličina. No, in še nekaj sem slišal na pogrebu, zanimivega je rekel, se ne, da je bil ne vem kakšen vernik, ampak je izdatno pomagal naši veri. No, on mi je povedal za to.